Avgustovska revija Eol številka 171 postavlja v središče 3 aktualne teme: solarna vozila, podnebno ogledalo 2022 z gradnjo stanovanj in oskrbo s plinom. V Sloveniji je bila prezrta novica, da je slovensko podjetje Elape sklenilo zajetno pogodbo z ameriškim podjetjem Aptera, s proizvajalcem solarnih vozil. Elape je na globalnem trgu znan za inovacijo, ki mu je odprla vsa vrata avtomobilske industrije. To so njihovi kolesni elektromotorji, nekaj novega. A v njihovem inovativnem razvoju ne gre le za solarna vozila. Glavni cilj je, pravijo, kako z optimizacijo vozila doseči nižji ogljični odtis. Prav to, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, je tudi središčna tema podnebnega ogledala 2022, o čemer pišemo v podnebnem dosjeju. Slovenija je sicer dosegla cilje pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in pri energetski učinkovitosti. Ni pa dosegla ciljev pri rabi OVE v končni rabi energije. Zato ekspertna skupina podnebnega ogledala predlaga intenzivnejše in načrtnejše izvajanje ukrepov na vseh ravneh, še posebej na vrhu države. Seveda gre tu za izvajanje zahtev NEPN-ja. Država se mora drugače organizirati. Zato sem se v uvodniku revije vprašal, kdo bo prvi slovenski minister za zeleni prehod. Kajti tudi pri gradnji stavb, pa ne le v tej panogi, so nujne spremembe. To je pokazala strokovna konferenca ob izidu priročnika za investitorje Človek v pametni in krožni stavbi. Dr. Matej Blenkuš pravi, da v Sloveniji gradimo slabo in da so stanovanjske gradnje getoizirane. Pravzaprav gre pri zelenem prehodu za temeljno strateško vprašanje, kakšen bo razvoj Slovenije v prihodnjem desetletju, torej do leta 2030. Optimistično napoved o oskrbi s plinom pa sporoča Marjan Eberlinc. Pravi, da ni rešitev v novih dobaviteljih, pač pa v novih dobavnih virih. Torej, zelo aktualne vsebine v avgustovski reviji Eol.